Glejte, kaj sem vzela. V Maloro bo namreč šlo vse tisto, kar mora. Točno takole. Pri tem, da gre na bolje, lahko sodelujemo vsi. Nehajte trendovsko držati, namišljene vajeti, ker jih ne. Samo mislite, držite vajeti in pametno usmerjate zadeve, pa najverjetneje samo tiščite omenjeno pokrovko tesno navzdol. Naj gre ven, kar ima za ven iti, tega se ne bojte. Takoj, ko se nabrana packarija zlije ven, pride priložnost za vzpostavitev ravnovesja. In potem za nekaj časa mir, si predstavljate? In s tem pridobimo čas in priložnost, da bomo stvari spremenili do te točke, da do tako enormnega, tako hudega, težkega, velikega, ponovnega izlitja sploh ne bo več prišlo. Da stvari ne bodo več zavrele do roba. Pa tudi nič hudega, če bodo. Se bodo pač izlile spet. Enkrat boste že pogruntali, kako in kaj spremeniti, da bo končni rezultat drugačen, prijeten in takšen, kakršen ga hočemo. Vse teži k ravnovesju. In mi težimo k ravnovesju. In če bomo s tem sodelovali, bo lažje. Zdaj, na primer, smo na točki, ko se stvari močno gnojijo in brbotajo, mi pa se to kar bojimo spustiti. Vse bo šlo v Maloro, ne, si prav moj mislimo. Je res? Jaz pa vam na to povem, da ne podcenjujte svoje človeške narave in veličastne elektrike, ki nas napaja. Glejte, kaj sem vzela. V Maloro bo namreč šlo vse tisto, kar mora. Točno takole. Vse ostalo, kar pa je za obstati in ostati, pa bo ostalo. Nekaj izgine samo, nekaj še mi do konca počistimo in pridemo na čisto. Ostalo bo, še enkrat vam povem, tisto, kar je za obstati. Zaupajte, sprostite se in popustite tiste vajeti, ker zaradi tega se bo odprl pokrov. Kje se odpre? Ta posnetek žal ni namenjen temu, da bi lahko podrobno razlagala in predajala znanja in zavedanja. Za ta namen organiziramo srečanja. Vseeno pa upam, da ste slišali, videli in celostno začutili mojo današnjo namero, moje današnje sporočilo. Človek ima v sebi vgrajene vse potrebne mehanizme, ki se pravilno sprožajo ob pravilnem rokovanju. Pravilno se celo sprožajo, če jih pustimo na miru. Na moteč način pa se kaj hitro lahko izrazijo, ko z nekom ali seboj ne ravnamo pravilno. Tako da vem, da je kdaj morda tudi malček neprijetno poslušati, kar povem, kar imam za povedati. Ne vem, na pamet razmišljam. Ampak drugače kot tako ne gre. Ko so enkrat kocke postavljene neučinkovito, kot je bilo prej prikazano, jih moramo z roko in besedo podreti, zato da se porodi priložnost postaviti zadeve še enkrat bolje in bolj prav. Ostane lahko samo del temeljev, torej tistih res kakovostnih in osmišljenih delov. Ostalega, kar je odpadlo, naj vam ne bo žal. Ker če je treba, gremo od začetka, znova in znova. To je čar bivanja, to so naše neprecenljive priložnosti popravnih izpitov življenja. Vse povedano je z namenom, s premišljenim in dobronamernim namenom. Torej, da zaključim tole današnjo litanijo, nehajte riniti roke na svoja, na tuja usta, na svoje srce, na svoje možgane in tišati. Predstavljajte si, kar si želite, kar vam je bližje, zato da boste dojeli, da ne utišajte nikogar. Naj gre ven, kar za ven iti ima. In povem vam skrivnost, zaradi tega se nihče ne bo pokvaril, niti takšen ostal. Bo samo olajšan, boljši, pomirjen in nov, drugačen, v ravnovesju in bo lahko lahkotno in na čisto štartal naprej. Tako odrasli, kot tudi otroci. Zato osebi za časa praznjenja ne postavljajmo omejitev. Seveda, kolikor ne predstavlja nevarnost drugemu. Tako kot, veste, po operaciji, ko dobite kateter in ga dobite
kaj ga dobite samo za tok in tok izlitja in rečejo, ne, tok se lahko izlije, pa ne. Ne, naj se izlitje zgodi v obsegu, kolikor se mora. Zatem, ko je oseba olajšana, potem pa postavimo meje in okvirje za naslednjič. In tako postopoma gradimo novo postavitev iz kock. Veste, človeku je to lastno. Samoregulativen, samoiniciativen, samozdravilen sistem smo. Samo spoznati ga je treba, mu verjeti in ne vsem drugim prej, ki nam podajajo neuporabno kocko iz svojega kompleta kock.